Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. S častnimi občani je hudič. Tisti, ki jih ta čast doleti nagonsko, slutijo, da ne bodo več dolgo tlačili zemljice, tisti, ki jo dodelijo, pa se vržejo v zobe materi zgodovini. Hočemo povedati, da so za častne občane v glavnem odgovorni župani. Častni občan tako bolj govori o županu kot o častnem občanu. Tako je bilo tudi v minulih dneh, ko je pričel Mussolini v prenesenem kot tudi v neprenesenem pomenu kot okostnjak padati iz omar primorskih mest, trgov, krajev in občin. Javnost se je na tem primerno zgražala in naslajala, ampak spet smo nekoliko pozabili na teoretične osnove častnega občanstva. Zato jih bomo v današnjem prispevku obnovili. Če ostanemo zgolj pri obeh Goricah, z naše strani, se pravi iz Nove Gorice, je na Mussolinija zrl naš častni občan z belimi kamni zapisan na pobočje Sabotina in z zlatimi črkami v zgodovino, medtem ko je v Stari Gorici oprezal Mussolini. Tako sta goriška častna občana, ne da bi se desetletja kdorkoli posebej vznemirjal, svojo ideološko, svetovno-nazorsko, vojaško in še kakšno častno občanstvo tiho živela vseh teh zadnjih 100 let. S tem, da ima Mussolini danes rahlo primerjalno prednost. Ko so nanj tako elegantno pozabili, oziroma ko se jim niti pod liberalnimi, levimi in progresivnimi mestnimi vladami ni zdelo vredno, da bi se ga kot častnega občana znebili, je zdaj končno dočakal, da se je zgodovina dovolj obrnila in so njegov diktatorski slog, kot tudi njegove ideje in metode ponovno v modi. Zadnjih 80 let se je zgolj potuhnil, zdaj, ko so njegovi spet na oblasti, bo lahko zadovoljno sijal naprej. Medtem pa bo v Novi Gorici in v ostalih primorskih mestih potrebno na vrnitev fašistov na oblast še malo počakati. Vsekakor pa bo čakanje krajše, kot če bi čakali na vrnitev jugoslovanskega komunističnega režima, ki je patron nekaj 100 Titovim častnim občanstvom raztrosenih podeželij. Ker zadeva s častnimi občani ima osnovno težavo v kontekstu toka zgodovine. Kot primer. Feldmaršal Svetozar Borojevič je bil po ubranitvi Soške fronte leta 1915 nemudoma razglašen za častnega občana Ljubljane, a so mu naziv leta 1919 odvzeli, ker se avstro-ogrski general ni več skladal z agendo nove državne tvorbe, sploh pa ne kasneje z italijansko okupacijo. Pa so mu potem častno občanstvo leta 2009 vrnili in tako naprej in tako nazaj. In če bi danes tajnice občinskih uprav na Pivškem, v Brkinih, na delih Krasa ali Vipavske doline dovolj natančno pobrskale po omarah, bi našle Borojevičevo častno občanstvo skrito v istih arhivih, kjer čepi tudi Mussolini kot častni občan vsake malo večje vasi in danes nerodno skače iz orumenelih fasciklov. Čeprav danes častna občanstva slovenskih mest vrvijo od politikov, se kljub vsemu zdi pametnejši trend, ki mu župani sledijo v zadnjih desetletjih. Se pravi, da mesta naziv podeljujejo v glavnem kulturnikom, umetnikom in znanstvenikom. Ljubljana, recimo, se od Milana Kučana leta 2007 in potem pogojno od dr. Franceta Bučarja iz 2009 in Janeza Stanovnika iz leta 2010 za politika ni več odločila. Ampak vrnimo se k Mussoliniju, s katerim v svetlo bodočnost plujejo v Gorici. Dva mogoča razloga najde razmišljajoči pri vztrajanju mestnih oblasti, da diktatorju, izvornemu fašistu in klavcu celih ljudstev naziva ne oduzamejo. Prvi je, da pač ponosno nosijo vso svojo preteklost. Izbris pomembnih ali odločujočih posameznikov iz zgodovine le to manipulativno spreminja in v ničemer ne pripomore k avtentičnosti neke skupnosti.
Druga možnost pa je prihajajoča Evropska prestolnica kulture, ki bo združila obe mesti. Mogoče gre pri vztrajanju, da Mussolini ostane častni občan Gorice zgolj za umetniško akcijo, ki opozarja, da smo vsi sinovi in hčere svojih očetov in da je preteklosti, kakorkoli že potiskamo glavo v pesek, težko oziroma nemogoče ubežati.